Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Lepo pozdravljeni ljubitelji podcasta Mladost na kmetiji. Vstopili smo v mesec maj in čeprav je začetek maja posvečen prazniku dela in je marsikdo prost delovnih obveznosti, obstajajo poklici, kjer prostih trenutkov tako rekoč ni. V naslednjih minutah se bomo družili z mladim kmetom, 20-letnim mizarjem, sicer pa tudi predsednikom Društva podeželske mladine Škofja Loka. Z nami je Jan Kožuh. Jan, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljeni na naši kmetiji. Ja, smo v hribovski vasici, Sveti Florjan nad Škofjo Lokom, na približno 700 metrih nadmorske višine, na hribovsko-turistični kmetiji Okršlan. To je najbrž vaše domače ime. Ja, pišemo se Kožuh, doma imamo pa ime Kršlan, ki je že zelo staro ime. Da se niti v bistvu dobro ne ve, odkot izhaja. Ja, je že veliko rodov nazaj, tako da ne vemo, odkot je ime. Jan, kako bi opisal vašo kmetijo? Vemo, da se ukvarjate z veliko dejavnostmi in poleg glavne dejavnosti imate pa še kar nekaj dopolnilnih. Pa če začnemo najprej s tisto glavno, kaj je tisti glavni vir, s katerim se tudi preživljate na kmetiji? Ja, glavna dejavnost je živinoreja, oddajamo mlek, pa redimo bike. Potem imamo pa še dve dopolnilne dejavnosti. Ena je sadjarstvo, tle imamo večinoma žganje kuho. Potem imamo pa še turizem, je pa pač prirejamo piknike, pa pripravljamo kosila za zaključene družbe. Ja, torej dela nikoli ne zmanjka, tudi ko smo se pripeljali na vašo kmetijo, smo videli čebeljak in o vsem tem bomo še nekaj več povedala v nadaljevanju. Ja, vaša kmetija je kar polno zasedena, ti namreč imaš kar 4 brate, ne? Ampak hiša je pa ima pa še več družinskih članov. Koliko vas pravzaprav zdaj živi na kmetiji vse skupaj? Živi nas 8, 4 brate, imam 5 otrok nas je. V bistvu živita od kmetije samo oče in brat Domen, ostali smo zaposleni. Ja, ti si sredinski brat, ne? Ja. Tretji po vrsti. Ja, ta tretji. Prvi je Tadej, je star že 26 let, potem je Domen, 23 let, jaz 20 let, potem pa Tomaž, 16 let, pa Nejc 9 let. Ja, kar 5 bratov, torej se je zvrstilo. Je kaj rivalstva med vami brati? Kako bi opisal vaše odnose? Pa ne bi rekel, no, tako mogoče malo, da je bolj zabavno, pa drugače pa bolj za hecno. Ja. Zdaj, ker si ti sredinski, si lahko na nek način tudi posrednik ali pa vezni člen med starejšima dvema in mlajšima dvema. Bi lahko rekel, da imaš kakšno tako povezovalno vlogo? Ja, ne vem. Odvisno od situacije. Ja, tako. Pa se včasih, ko se takole družite, pogovarjate, kdo je močnejši, kdo več naredi, kdo več opravi, je kaj te tega rivalstva med vami? Mogoče, ne bi rekel, da je to tako značilen problem. Kdo je pa recimo glavni v hlevu, kdo je glavni za delo najbolj privržen? Ja, v hlevu je zdaj sigurno Domen, ker je zaposlen doma in gre zjutraj in zvečer. Čeprav zvečer se mu vsi ostali pomagamo, ker pridemo iz službe in šole. Ja, tako da vse. Kdo pa je prvi recimo na traktorju, ko je treba kakšno delo opraviti, kdo najbolj vnet za to? Ja, mogoče Domen. Kakor je treba, ne? Kakor nanese. Pa če malo še poveva, ja, povedal si že, kaj je vaša glavna dejavnost in katere vse živali pa so na vaši kmetiji, kajti ko se pripeljemo, smo videli kar še nekaj drugih živali, katere vse živali torej in koliko glav? Se pravi, 35 glav govedi, potem 40 kokoši, po moje 6 rac,
pa enega oslička in pa kozlička. Pa jeseni imamo tudi pujse, ene 5. Pa še kaj. Mački so zunaj. Ja, seveda. Mačke so skoraj sestavni del na vsaki kmetiji, ne? Nekdo mora loviti miši. Ja, tako. Jan, kot sva govorila o tem, da pri vas kmetijska dejavnost prihaja iz roda v rod, glede na to, da vas je 5 bratov, se tudi že ve, kdo bo prevzel vašo domačijo, kmetijo? Čisto še po mojem nismo menili, sem verjetno bo pa Domen, ker je tudi delal šolo za kmeta, pa že zaposlen doma. Zdaj o tem, kje ti delaš in kaj delaš, bova še nekaj več povedala, ker si tudi že sam nezaposlen od nedavnega. Ampak vendar, kako bi pa ti svojo vlogo na vaši kmetiji ocenil, vrednotil, kje vse pomagaš, se pridružiš, najbrž res posod, kadar je in ko je potrebno? Ja, res, prav v vsakem delu se najdem. Ne vem, res v hlevu, v košnji, v njivah, ne vem, res posod, kjer me potrebujejo, tam sem. Ja, ko govoriva, ne, vaša kmetija je hribovska, torej ni ravnin, torej imate precej za obdelati tega hribovskega terena. To je ena posebna specifika tovrstnega kmetovanja najbrž. Ja, razlikuje se od ravninskih, seveda, pač površino obdelujemo bolj z gorskim traktorjem, pa bolj na roke, ni tako strojenega dela. Se pa pomagamo z vsem vrstam orodij. Tako da gre, ampak še vedno marsikateri košček travnika, recimo poletje, pa treba na roke pograbiti. Ja, to pa sigurno. Ja. Zdaj omenil si, da je ena od vaših dopolnilnih dejavnosti, da je tudi sadjarstvo, in sicer žganje kuha. Iz katerih dreves oziroma iz katerega sadja pa? Če je domače sadje, je to večinoma iz tepk, to so hruške, drugače pa ga kupujemo, so pa bolj jabolka. Zdaj doma imate kar en velik del nasadov hrušk, torej tepk, in to je tudi že kar nekaj rodov najbrž prisotno, ne? To drevo, ker gre za namreč staro sorto. Ja, je že zelo stara sorta in tudi drevesa se vsako leto se kakšno posuši. In včasih smo jih imeli tudi do 150 dreves, zdaj se je pa številka malo zmanjšala, ker mlad se tudi ne prime tako hitro, pa je bolj tak problematičen drevo. A je tudi morda, ne vem, težava, ker je nadmorska višina malo višja, pa ne vem, tudi vemo, da so te pomladi v zadnjih letih take, da zelo zgodaj so visoke temperature, potem pa pride pozeba. Je tudi pri vas večkrat tako? To je pa velikrat problem, ja, pozeba. To se pa kar z leta v leto že. Res. Ja. Se pravi, nekaj samo odneha, nekaj potem pa še narava poskrbi, s pozebami. Tako je. Zdaj omenil si tudi, da je vaša kmetija tudi ima to turistično usmeritev in omogočate tudi oglede kmetij in druženja za zaključene družbe. A je to že dolgo, ta vaša dejavnost prisotna? Ene 10 let ali pa že malo več, blizu 15 let smo začeli s tem. Ja. Kako pa to, da ste se odločili, da boste ponujali tudi to možnost, recimo druženja za zaključene skupine? Naj povemo za naše poslušalce, da medva snemava tudi v prostoru, kjer imate priložnosti za to. Kako da ste se tudi za to smer odločili? V bistvu od samega začetka sploh ni bilo toliko mišljeno, da bomo imeli to, kar imamo. V bistvu smo naredili kozovec za stroje, kmečke stroje, potem je pa bolj ratal prostor za piknike. Objekt smo pa gradili tudi za bolj te kot pomoč pri žganju kuhe, recimo? Ali pa še za naravoslovne dneve otrok. In da bi bil v bistvu en prostor, kjer bi imeli otroci delavnice, pa take zadeve, ali pa tudi v bistvu jedilnica.
Je pa pol rato bolj prostor za zaključene družbe. Se pravi, vas obiskujejo tudi osnovnošolski otroci ali še nižje, ali tako občasno, kot je bil to eden od namenov, da bi mogoče bilo? Ja, bolj namen, zelo malokrat, da je kakšna šola prišla. Tako da. Se sproti prilagajate, kolikor je potrebe. Ja, in ko govorimo o teh obiskih, zaključenih družbah, to govorimo najbrž večkrat mesečno, se potem dogaja tule pri vas ali vsak vikend celo? Ja, to je pa vsak vikend, če si ne vzamemo frej, imamo polhon. Torej, sobote, nedelje, pa še vmes. V polet pa še pitki. Polet pa še pitki, za ljudi je luštno, ker so takrat prosti. Ja, pa v bistvu sami izvedo za vas, oziroma gre, bomo rekli, reklama od ust do ust? Ja, po moje bolj tako. Mislim, sami ne delamo nekaj reklam, tako da po moje bolj tako, iz ust do ust. Ja, kot sem omenil, smo zunaj na enem vašem tem bližnjem travniku opazili tudi čebeljak. In kdo pa je največji ljubitelj čebel? Je pa oče. Res on kar uživa v čebelah. Zdaj ima trenutno, sem ga vprašal, 24 čebeljih družin. Tako da pomagamo pa takrat, ko se mi prišamo, pomagamo, da rač pa kar sam dela. In katerega medu največ pridela? S kostanjevega. Imamo ogromen kostanja tukaj, tako da je to kar. Se pravi, tudi tam oktobra potem dosti kostanja sami naberete, ga je za marsikakšen piknik potem, a? Ja, to lahko je, komot. Se pravi, če ga kje kostanja primanjkuje, pri vas je? Ja, pri nas pa je. Super. Da se posvetiva zdaj še enemu področju, v katerem ti ne zelo uživaš, to pa je les. Zaključil si namreč srednjo lesarsko šolo, pa si se od nekdaj že ukvarjal z lesom, te je to veselilo? Pa veselilo me je, ja, že od majhnih nog. Ukvarjati sem se pa res začel, v bistvu, ko sem šele začel v šolo hoditi. Ja, pa tudi obkroženi ste z gozdom, torej si bi vedno v stiku z lesom. Ja, imamo na kmetiji 40 hektarjev gozda, tako da sem veliko časa preživel v gozdu, pa uživam v tem, tako da to je to. Super. Ja, od lanskega septembra pa si tudi zaposlen, in sicer v družinsko-mizarskem podjetju. Tule praviš nedaleč od vašega doma. Kakšne so pravzaprav tvoje naloge in kaj ti predstavlja zdaj delo? Ne hodiš uradno v službo, ampak glede na to, da tako uživaš pri delu z lesom, lahko rečeš, da je tudi, čeprav je delo, je tudi na nek način hobi? Ja, jaz v službi uživam, sploh ni problem, da bi bila muka delati kaj. Potem pa tam delam vrata, pa kuhne, pač notranje pohištvo, pa hodim na terene, tako da postavljam tudi. Delo v bistvu ne zmanjka, je dovolj naročil najbrž, ne? Ja, to pa je dovolj. Se mi zdi, da je spet prihajamo v tisti čas, ko je delo z rokami spet cenjeno, ne? Ja. Vas je več zaposlenih? Imaš kar več sodelavcev? Zaposlenih nas je 6. Ja, potem ste kar ena taka ekipa. Ja. Je potrebno sodelovati. Ja, tako je. Tako. Se pravi, doma 4 bratje, tam pa tudi nekaj lesnih bratjev. Ja, tako je. Ja, iz iste branže. Ja, pa če gremo nazaj na vašo kmetijo, še enega izziva ste se lotili, na vaši kmetiji, in sicer gradnje glamping hiš. Odkot je pa prišla ta ideja, zakaj ste se pravzaprav za to odločili? Ker so tudi sami gosti, ki so pri nas bili na kosilu, izrazili tudi željo po prenočišču, pa res je lepo okolica, lep razgled, tako da jaz mislim, da se tudi ljudje odločili za prenočišče pri nas. Nismo pa še sprejemali gostov, ker so še v gradnji, tako da ne vemo, če bo to res. Ja, ampak praviš, da se bo pa to letos enkrat uresničilo, najbrž, da bo hiška postavljena do konca in da bo že sprejela prve goste. Ja, zelo hitro. Ja, in koliko časa pa je trajalo od prvotne zamisli pa zdaj do, da bo letos postavljena? Koliko časa se že pogovarjate o tem? 2 leta se že gradi.
Tako da smo mislili že tudi, ko smo začeli, da bo veliko hitreje šlo, ampak je ogromno dela s tem, tako da ne gre tako hitro. Ja, ampak iz tega sklepamo, da torej gradiš hiše ti ali ti še kdo pomaga? V bistvu jih bolj gradi Domen, ker je doma in jaz potem sem popoldne, mu v bistvu jaz pomagam, kolikor lahko. Koliko pa bo teh hiš? Zaenkrat so 3. 3 so predvidene. Super. Koliko bo to ležišč, koliko jih bo lahko sprejele vse te 3 hiše? Se pravi, ena hiška ima 4 za 4 osebe, tako da 12 ljudi. Super, super. Zdaj predvidevam, da glede na to, da imate, praviš, okrog 40 hektarov gozda svojega, je ves material, ki ga uporabljate, torej iz vašega domačega lesa? Veliko ga je, ja. Kar je pa kakšnih burun pa fabiona, to se pa kupuje, ja. Pa je iz katerih vrst lesa pa je? Iz hrasta in smreke. Prav to tudi najbrž najbolj trpežen les za to vrstno gradnjo. Ja, hrast damo bolj spodaj, kjer je več vlage, pa da ima spodaj bolj trpežno. Potem naprej, kar je pa pod streho, je pa vse iz smreke. A tudi v službi delaš iz teh vrst lesa ali iz Ja, katerih drugih? večina iz hrasta in smreke. Ja. Zdaj omenil si, ja, da je pač veliko gozdnih površin imate, torej najbrž kar nekaj časa poleg dela v hlevu in ostalih stvari, kar veliko časa preživite tudi v gozdu. Ne? Koliko recimo, kako pogosto se ukvarjate s sekanjem in čiščenjem? Ja, se pravi, v gozdu smo večino pozimi, ker na travniku ni nič dela. Potem pa vsako leto nekaj smrekov in ne damo na žago, pa delamo drva, se pravi bukova in kostanova. Jana, pa drži to, da v tistih mesecih, ko je črka R v mesecu, da takrat je čas za gozdna opravila, da v mesecih, ko pa ni črka R noter, se pravi od maja naprej, pa gozd počiva. To drži? Ja, drži, čeprav bi lahko delal, sem je tako vroče, da tudi ni najbolj delati. Da tudi takrat drevesa počivajo. Ja. Ali pa imate vso opremo, ki jo uporabljate v gozdu, imate sami? Ali si jo tudi kaj sposodite? Da imamo sami toliko, da lahko sami delamo. Bi pa lahko še kakšen stroj več imeli, da bi delo lažje opravljali. Je pa delo v gozdu zna biti na trenutke tudi nevarno. Kako recimo vi poskrbite, da je res delo varno in učinkovito in da les spravite varno domov? Se pravi, že v gozdu imamo zmeraj čelado na glav, pa protiurezne hlače, primerno obutev, pa na strojih pač uporabljamo zaščitno opremo na strojih. Ja, tako da doslej še ni bilo kakšne nesreče, ne? Ne, kaj večjega ne. Ja, pa je tudi to pomembno, koliko vas gre v gozd, ne? Ker vas je 5 bratov, pa še oče. Včasih pravijo, ne, da je preveč, je bolj, da vas je manj v gozdu, pa tisti res, da vsak ve, kje je njegovo mesto. Ne? Kako si pri vas, ko ste v gozdu, organizirate, da vsak za drugega ve? Ja, najbolje, da ni eden, pač, ker če se mu kaj zgodi, da je vse kakšen zraven, preveč nas pa tudi ne sme biti, ker pol že moraš imeti toliko glav, ki je kakšen, da se še hitreje lahko naredi kakšna nesreča. Se pravi, od 2 do 4 recimo. Nekje tazga, ja. Pa na varnostni razdalji. Ja, tako. Jan, da omeniva še eno zadevo. Lani septembra, ne, se pravi, to nekako sovpada s trenutkom, ko si se tudi zaposlil, si pa še eno izkušnjo dragoceno dobil in sicer udeležil si se evropskega tekmovanja v mizarstvu v Gdansku na Poljskem. Zdaj mi pa malo opiši, kako si pravzaprav prišel do tega tekmovanja sploh. Ja, prišel sem preko šole. V šoli smo imeli en tak manjše tekmovanje, da smo se med sošolci odločili, da so
pač med sošolci izbrali, kdo gre na državne tekmovanje. Potem smo pa na državnem v bistvu med šolami tekmovali, pa sem se tam odlično odrezal, tako da sem prišel do evropskega. Ja, in koliko jih je bilo iz Slovenije? Mislim, si bil recimo iz področja mizarstva samo ti ali bil še kdo iz Slovenije? Iz Slovenije na evropskega sem šel samo jaz, glede tega. Aha, se pravi, bilo je pa iz različnih področij, ampak strani lesarstva, mizarstva si bil pa ti iz Slovenije. Ja. In kako je bilo potem ta izkušnja v Gdansku? Koliko je bilo vse skupaj tekmovalcev iz koliko držav vas je bilo, recimo, kako je bilo? Mislim, da je bilo 14 tekmovalcev, nisem pa zdaj siguren. Se pravi, iz evropskega, iz 14 recimo držav, več tekmovalcev, recimo v tvoji kategoriji je bilo potem približno koliko tekmovalcev, prav toliko 14? To je bilo v moji kategoriji, ja. Drugače je bilo pa iz moje vse države v Evropi, da so bile sigurno v kakšni panogi tam, ker to so vsi različni poklici, pač od frizerstva, slikopleskarstva, kamnosištva, vse živo. In kaj je bilo v bistvu pravzaprav tvoja naloga? Kaj si moral, najbrž neki izdelek izdelati, ne? Ja, izdelal sem okno, mislim, sedno so nam dali načrt, kaj moramo, tako da ni bilo po moji izbiri, ampak po izbiri režije. Aha, se pravi, so oni potem je vseh teh 14 tekmovalcev je delalo isto zadevo. Ja. In kako bi opisal to izkušnjo? Je bilo težko, v bistvu, ker si šele tam dobil načrt, ne? Kaj boš delal? Je bilo težko se prilagoditi in ustvarjati, oziroma kako ti je to predstavljalo, kakšen izziv ti je predstavljala ta naloga? Je bil kar zapleten, ja. Mislim, to okno, ko sem ga izdeloval, je imel ogromno enih težkih delov za narediti, tako da je bil velik izziv. Pa je to okno potem je bilo za kaj uporabljeno ali v bistvu je bil na nek način potem končal kot nek razstavni predmet? Ja, kot razstavni predmet mi. In ja, je šel, pa si imel kakšnega mentorja s sabo? Ja, mentorja in sodnika. Mentorja in sodnika. In kakšna je bila pa njuna vloga potem na samem tem tekmovanju? Sodnik je bil v tem prostoru kot jaz in je gledal druge tekmovalce, če delajo vse prav. Mentor je pa v bistvu bil, ko sva vadila skupaj, je bil potem tako po tekmovanju, da sva se lahko malo pogovorila, pa tako pogledala, kaj Kje so, ne vem, kako boš delal naprej, oziroma načrtovanje. Tako. Koliko časa pa je trajalo to tekmovanje? Po moje je bil 18 ur. Aha, v kosu skoraj da? Ne, v 3 dni smo tekmovali in je po 6 ur na dan, po moje je bilo tako, ja. Ja. In bi rekel, da je bila to, kako si se pa pravzaprav odrezal na koncu? Na koncu sem bil 9. Dobro, zadovoljen? Ja, zelo. In so se spletla tudi kakšna nova poznanstva, nova prijateljstva, mogoče s kom iz drugih držav? Iz drugih držav ne najbolj, ker tudi nismo bili toliko časa, da zdaj se zelo smo pa bolj z te, ker smo šli iz Slovenije, tja iz različnih panog in smo pa imeli skupne vikende, skupne druženja, ne vem, psihične priprave, pač vse take dogodke smo imeli in smo se ogromno družili, pa se res še zdaj kdaj pač vidimo pa. Super. Ja, torej kot sem rekel, od septembra se je kar nekaj stvari zgodilo, zaposlitev novo, potem to tekmovanje. Jan, kakšna pa je tako tvoja želja, morda skrita tudi še v tvojem srcu, en cilj, vizija za prihodnost? Kako se vidiš v tem svojem poklicu? Bi imel enkrat morda, ne vem, svojo obrt, bi se rad sam ukvarjal, recimo, kakšna je tvoja skrita želja ali pa odkrita? Drugače, čisto ne vem točen, mislim, želja je, da imam pač, sem vedno v naravo, pač z lesom obdan, pa da
tako, ne vem pa še čisto točen za naprej, kako bo. Saj imaš čas še, tako da doma pa je tudi vedno priložnost, ne, da lahko delaš. Ja, in ko govorimo o tem, ne, rad delaš v službi, rad delaš doma, ampak zaupal si mi v pogovoru, preden sva začela, da pa tudi rad kaj skuhaš, ne? Torej pomagaš tudi pri kuhanju, ko imate, ne vem, te pogostitve in goste? Ja, samo kuhanje kar rad, ja. Ja. Kaj pa je tvoja specialiteta? Kaj najraje skuhaš? Pa ne vem, če imam eno jed, ker bi rekel, da jo jaz najraje. Imam pa v bistvu eno tako žilo za dekoracije, pa tako da se daj poglobim v krožnik, pa ga naredim tako lep za pogled. Se pravi, da ima estetsko dober pogled, ampak če pa takole rečeš za dušo, da si sam nekaj, da bi si pa rad skuhal pripravil, kaj si najraje pripraviš? Ne vem, kaj... Ali pa katero jed, recimo doslej so domači pohvalili, ki si jo kdaj naredil skuhal, kaj pravijo, da Jan, da pa to skuhaj? Saj to jih veliko pohvalijo, pač kjerokoli naredim, ne vem, kakšne, ne vem, testenine ali pa kaj s krompirja ali pa ne vem, kaj tazga, ne vem. Ja, bo treba še kdaj priti, ne, pa probati in se v živo prepričati. Ja. Tako. Jan, v vsej tej obilici dela, ki ga imaš, kaj pa je tisto opravilo ali pa tisto delo, ki pa res rečeš, to pa najraje počnem, najraje delam? Od vseh del, ki jih delaš. Ne vem, vse zelo rad delam, sem pač takih na podeželju, bi pa recimo izpostavil les, ker res uživam v tem. Je tak material, da ne vem, je res top. Ja, najbrž potem, ker vas je 5 bratov, je sigurno kakšna anekdota iz otroštva, ki se je rad spominjaš, ne? Morda je povezana tudi z lesom, ali pa katera je tista kakšna taka stvar, ki se jo spomniš tako, se ne da si prestar, ne, če si 20 let star, ampak ko greš nazaj v čisto zgodnja otroška leta, česa se najraje spominjaš iz dela in življenja na kmetiji? Taka zanimiva zadeva, pripetija recimo, ali pa da ste kaj ušpičili v narekovaju. Tule imate kar precej priložnosti za recimo snega imate najbrž kar nekaj, ne? Pozimi smo pod kozolcem včasih vidno naredili ledeno ploskev in smo igrali hokej. Pod njim pa, če je bilo dovolj snega, smo naredili sankališe. Od kmetije naprej po cesti je bil dolg skoraj kilometer, pa smo naredili tudi nočnega, da smo progo osvetlili z baklom. Potem smo se pa usedeli v kiblo na traktorju in nas jati pelo na gor, pa smo se pa spuščali dol. Super, se pravi, ste imeli organiziran prevoz in bomo rekli kar eno tekmo v nočnih razmerah, tako kot vidimo v tekmi svetovnega pokala. Ja. Še to, Jan, čisto za konec, omenil sem na začetku, da si član Društva podeželske mladine Škofja Loka, si tudi predsednik društva. Kaj ti pomeni pravzaprav članstvo v enem takem društvu in ti si glavni vezni člen, ne, na vrhu? Kaj ti to pomeni, da se družite s podobno mislečimi mladimi, ki imate iste vrednote? Ja, ogromen pomeni, ogromno znanja dobimo s tem. To res pa veliko ljudi spoznamo, pa super je ta zadeva, tako da sem zelo vesel, da sem prišel v ta društvo in da... Imaš dovolj pomoči, tudi ti pomagajo pri zadevah? Ja, seveda. No, še eno zanimivost bi rad omenil, ne, tukaj, ko smo v vasici Sveti Florjan nad Škofjo Loko, da imate tudi vi na pročelju vaše hiše prav vgrajen, ne, simbol lik, torej Svetega Florjana. Torej tukaj tudi veliko date na tradicijo in torej na vašega zavetnika, da varuje vaše domačijo. Ja, imamo kar ne vem po kogih hišah, ampak nekaj hiš poznam, ki so te slike gor. In ja. Vas brani v preizkušnjah, ne? Ja, tako. Ja.
Čisto za konec, Jan, te bom pa prosil še, če na kratko odgovoriš na 5 takih hitrih vprašanj, hitrih odgovorov. In sicer prvo vprašanje je: vasico Sveti Florjan nad Škofjo Loko je vredno obiskati, ker Ima lep razgled. odraščati v veliki družini je lepo, saj Ti ni nikoli dolg čas, delo z lesom me veseli, ker ker je zelo prijeten material. na kateri svoj izdelek doslej si najbolj ponosen in zakaj? Ne vem, mogoče na okno, ki me je popeljal na evropsko tekmovanje. Moja velika želja, oziroma tvoja velika želja pa je? Da bom vedno delal to, kar me veseli. Super. Jan, najlepša hvala za ta pogovor in želim ti vse dobro ter celotni družini pri uresničevanju vseh vaših zastavljenih ciljev. Hvala. Srečno pa tudi vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, in vabimo vas v našo družbo spet v naslednji epizodi enkrat sredi maja.